Lepo pozdravljeni v imenu Ministrstva za javno upravo. Moje ime je Ajda Kostanšek, z mano je še sodelavec Uroš Izlakar. Oba prihajava z Direktorata za javno naročanje in vam bova danes predstavila dinamični nabavni sistem. Najina predstavitev je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu vam bova predstavila pravno podlago izvedbe javnega naročila z uporabo dinamičnega nabavnega sistema, se pravi od začetka, od vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema, pa potem izvajanja posameznih povpraševanj in zaključek dinamičnega nabavnega sistema. Drug del je pa namenjen praktični predstavitvi izvedbe javnega naročila z uporabo dinamičnega sistema v informacijskem sistemu EJN, se je od 1. 6. 2021 v sistemu EJN omogočena nova funkcionalnost, se pravi, da naročnik lahko uporabi dinamični nabavni sistem. Preden pa začneva s predstavitvijo, bi rada povedala, da je ta predstavitev in link do nekaterih povezav, ki se vežejo na dinamični nabavni sistem, objavljen na portalu Upravne akademije pod e-gradivi. Vse ostalo, kar se pa tiče javnega naročanja, informacijskega sistema EJN in tudi dinamičnega nabavnega sistema, pa je vse objavljeno na naši spletni strani, se pravi ejn.gov.si. Z Urošem sva vam tudi na predzadnjem slajdu podala te povezave, ampak o tem malo kasneje. Če kar začnemo. Še informacija glede vprašanj in odgovorov. Tukaj v Teamsih imate možnost tukaj na desni strani tudi postavljati vprašanja pod tole točko Question and Answers. Lahko jih postavljate med samo predstavitvijo, ampak midva predlagava, da najprej poveva prvi del, nato drugi del, potem pa, če bo ostal čas, odgovoriva še na kakšno vprašanje. V primeru pa, da na kakšno vprašanje ne bo odgovorjeno, bodo pa ti odgovori objavljeni na naši spletni strani. Zdaj pa, če kar začnem s predstavitvijo. Se pravi, opredelitev dinamičnega nabavnega sistema je navedena v 49. členu Zakona o javnem naročanju. Dinamični nabavni sistem ne predstavlja, to ni postopek, ampak predstavlja tehniko javnega naročanja, enako kot okvirni sporazum, vendar s to razliko, da se okvirni sporazum lahko vzpostavi iz postopkov, se uporabi enega izmed postopkov, ki so navedeni v 39. členu Zakona o javnem naročanju. Dinamični nabavni sistem pa se lahko vzpostavi samo preko omejenega postopka. Omejeni postopek je dvofazni postopek, se pravi, prva faza poteka tako, da naročniki priznajo ponudnikom sposobnost, v drugi fazi pa se potem izvajajo posamezna povpraševanja. Ta druga faza se ponavlja in poteka večkrat. Pri dinamičnem nabavnem sistemu gre za popolnoma elektronski način naročanja, se pravi od same vzpostavitve pa potem do izvajanja posameznih povpraševanj in tudi zaključka dinamičnega nabavnega sistema. Predmeti nabav, v tem primeru gre za tako imenovane off-the-shelf proizvode, to so standardizirane običajne nabave, ki so kot take splošno dostopne na trgu. Se pravi, dinamični nabavni sistem je primeren, če naročate na primer letalske karte, potem zdravila, dobavljate živila, razno računalniško opremo. V primeru kakšnega bolj zahtevnega inštrumenta, kjer morate specifikacije napisati, kjer so bolj specifične specifikacije, pa dinamični nabavni sistem ni primeren. V tem primeru uporabite potem kakšen drug primeren postopek.
Dinamični nabavni sistem se lahko razdeli na kategorije proizvodov, gradenj ali storitev. To enako kot tudi okvirni sporazum. Pri okvirnem sporazumu se uporablja termin sklopi, pri dinamičnem nabavnem sistemu pa so to kategorije. Se pravi, na primer pri dobavi sadja lahko razdelite na kategorije, ne vem, pomaranče, prva kategorija so pomaranče, druga limone in tako naprej. Ena bistvena prednost dinamičnega nabavnega sistema glede na okvirni sporazum je v tem, da lahko tekom izvajanja celotnega dinamičnega nabavnega sistema v sistem vstopajo vedno novi kandidati. In se pravi, in če jim naročnik prizna sposobnost, potem lahko nastopajo v naslednji, v drugi fazi in oddajajo posamezna povpraševanja. Pri okvirnem sporazumu je to omejeno, se pravi, ko naročnik sklene okvirni sporazum z določenim krogom ponudnikov, lahko potem oddaja posamezna povpraševanja, se pravi, odpira konkurenco samo s tistimi ponudniki, s katerimi je sklenil okvirni sporazum. Pri dinamičnem nabavnem sistemu ni dovoljeno omejevanje števila udeležencev oziroma kandidatov, tako kot je to pri okvirnem sporazumu, se pravi sklenjena pogodba oziroma okvirni sporazum s temi kandidati in potem s temi kandidati se izvajajo posamezna povpraševanja. Pa v okvirnem sporazumu lahko tudi naročniki v okvirni sporazum oziroma pogodbo napišejo na primer dikcijo, da v primeru, da posamezna stranka se na poziv naročnika, ko dajo posameznih povpraševanj, na primer ne odzove 4-krat, lahko naročnik tako stranko iz okvirnega sporazuma izključi oziroma z njo prekine okvirni sporazum. Taka omejitev, taka dikcija pri dinamičnem nabavnem sistemu ni ustrezna, saj tudi ponudniki, ki v dinamičnem nabavnem sistemu v drugi fazi, ko se izvajajo posamezna povpraševanja, tudi če večkrat zaporedno ne oddajo ponudbo, jih naročnik ne sme izločiti. Ker pač v tem primeru naročnik hoče, da je vzpostavljena konkurenca, se pravi, da dobi na voljo čim več ponudb. Tudi pri vzpostavitvi dinamičnega nabavnega sistema, se pravi v prvi fazi, kakšna dikcija, ki bi omejevala udeležbo kandidatov, na primer, da v primeru večkratne zavrnitve prijave kandidata za sodelovanje, da potem par mesecev ta kandidat ne sme oddati nove prijave, ni ustrezna. Se pravi, pri dinamičnem nabavnem sistemu tudi, če ponudnik sodeluje večkrat in mu ni bila priznana usposobljenost in se na to lahko ponovno prijavi in če v tistem trenutku izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih je postavil naročnik, mu mora naročnik priznati sposobnost. Potem pa še o trajanju dinamičnega nabavnega sistema. Kot veste, okvirni sporazum ima omejeno trajanje, na splošnem področju traja 4 leta, na infrastrukturnem 8 let. Pri dinamični nabavni sistem pa nima te omejitve, lahko se ga sklene za 2, 5, 10 let oziroma tudi več. In lahko dinamični nabavni sistem naročniki tudi podaljšate. Vendar to morate predvideti in napisati v razpisni dokumentaciji oziroma tudi v obvestilu o naročilu. Zdaj v nadaljevanju sta predstavljeni prva in druga faza izvedbe dinamičnega nabavnega sistema. Našteti so koraki, ki naj bi jih ponudnik moral izpolnjevati. Se pravi, v prvi fazi, ko se dinamični nabavni sistem vzpostavlja, mora naročnik najprej izračunati ocenjeno vrednost, o izračunu ocenjene vrednosti malo kasneje, potem mora pripraviti sklep o začetku postopka oziroma nek drug dokument, ki se je sklepni obvezen. Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo in objavi obvestilo o javnem naročilu na portalu javnih naročil. Ko prejme prve prijave, jih pregleda in oceni.
nato pripravi odločitev o priznanju sposobnosti in jo objavi na portalu javnih naročil, počaka, da se izteče rok za vložitev zahtevka za revizijo in nato lahko uvrsti ponudnike v katalog ponudnikov. Nato pa sledi druga faza, kjer naročnik izvaja posamezna povpraševanja, se pravi, ta faza se ponavlja večkrat. V drugi fazi mora imeti pa naročnik pri posameznem povpraševanju zagotovljena sredstva, se pravi, naveden mora biti vir in obseg teh sredstev, potem pripravi in pošlje povabilo k predložitvi ponudb, ko prejme ponudbe, jih spet pregleda, oceni, pripravi odločitev o oddaji posameznega povpraševanja in jo zopet objavi na portalu javnih naročil. Potem sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ki ga je izbral, potem pripravi obvestilo o oddaji posameznega javnega naročila, ki ga je spet potrebno objaviti na portalu javnih naročil, in ko se dinamični nabavni sistem zaključi, se pravi čez 5, 10, 15 let, mora objaviti na portalu javnih naročil še končno obvestilo o oddaji javnega naročila. Zdaj pa so v nadaljevanju prikazani ti bistveni koraki, ki jih mora poznati naročnik. Se pravi, izračun ocenjene vrednosti je pomemben, najprej zaradi izbire postopka. Pri dinamičnem nabavnem sistemu ni relevantno, saj dinamični nabavni sistem se izvaja samo preko omejenega postopka. Je pa izračun ocenjene vrednosti še vedno pomemben zaradi mesta objave javnega naročila. Se pravi, naročnik lahko objavi javno naročilo samo na portalu javnih naročil oziroma na portalu javnih naročil in v uradnem listu Evropske unije. V 6. odstavku 24. člena Zakona o javnem naročanju je napisano, da pri dinamičnem nabavnem sistemu mora naročnik upoštevati najvišjo ocenjeno vrednost brez DDV-ja vseh javnih naročil, predvidenih za celotno trajanje dinamičnega nabavnega sistema. Se pravi, v primeru, da dinamični nabavni sistem traja 10 let, mora naročnik upoštevati celotno vrednost v teh 10 letih. Če naročnik želi dinamični nabavni sistem podaljšati in je to predvidel v razpisni dokumentaciji in v obvestilu o naročilu, potem mora biti ocenjena vrednost izračunana tudi za to obdobje. Se pravi, če ga podaljša še za 2 leti, mora izračunati ocenjeno vrednost za obdobje 12 let. Se pravi, kako je pa z zagotovljenimi sredstvi? Ker dinamični nabavni sistem ponavadi traja dlje časa in naročniki imate zagotovljena sredstva samo ponavadi za 2 leti iz vaših finančnih načrtov, za 10 let pa sigurno ne. Zato mora imeti naročnik zagotovljena sredstva takrat, ko začne z izvajanjem posameznih povpraševanj. Ko začne izvajati prvo povpraševanje, mora imeti za to povpraševanje zagotovljena sredstva, za drugo potem zopet in tako naprej. Pomemben del tudi vsakega javnega naročila je razpisna dokumentacija. V razpisni dokumentaciji mora biti, se pravi, v objavi povabila k sodelovanju, mora biti jasno navedeno, da se uporablja dinamični nabavni sistem. V razpisni dokumentaciji mora biti navedeno obdobje veljavnosti dinamičnega nabavnega sistema in možnost podaljšanja. Navedena mora biti tudi vrsta in ocenjena količina predvidenih nabav in vse potrebne informacije v zvezi z dinamičnim nabavnim sistemom, se pravi, vključno kako ta sistem deluje, katera elektronska sredstva bo uporabil, ter vse, kar je povezano s temi tehničnimi ureditvami in specifikacijami za povezavo.
V razpisni dokumentaciji mora biti tudi navedeno, ali bo dinamični nabavni sistem razdeljen na kategorije, se pravi blaga, gradenj in storitev in njihove značilnosti, se pravi, napisati morate točno določene kategorije. Če boste dobavljali sadje, morate spet navesti prva kategorija limone, druga pomaranče in tako naprej. Potem pa še en pomemben podatek pri razpisni dokumentaciji, da naročnik mora ves čas veljavnosti dinamičnega nabavnega sistema zagotoviti neomejen, popoln in neposreden dostop do razpisne dokumentacije. Se pravi, ko naročnik objavi naročilo na portalu javnih naročil, predlagamo, da tam objavi tudi razpisno dokumentacijo. S 1.1.2022, ko se začne uporabljati ZJN-3B, bo to tudi obvezno, se pravi, v tem vmesnem času pa lahko naročnik še vedno objavlja razpisno dokumentacijo na svoji spletni strani, ampak bodite pozorni, če objavite razpisno dokumentacijo na svoji spletni strani, morate napisati celoten link, kjer je ta razpisna dokumentacija dostopna, ne samo link do spletne strani ne samo do spletne strani naročnika, da potem ponudniki iščejo to dokumentacijo in jo mogoče sploh ne najdejo. Se pravi, ta dokumentacija, če boste objavili na spletni strani, mora biti dostopna, če na primer dinamični nabavni sistem traja 10 let, mora biti na vaši spletni strani tudi toliko časa dostopna. Mogoče boste imeli težavo, ker če ste mogoče spreminjali spletno stran in potem ta link ne bo več ustrezen, in ko naročnik zaključi z zbiranjem prijav, ne more več na portalu javnih naročil objaviti popravka, se pravi EU14 obrazca, zato potem link do razpisne dokumentacije ne bo ustrezen, tako da mi vam še enkrat predlagamo, da kar začnete razpisno dokumentacijo objavljati na portalu javnih naročil. Potem zelo pomemben del so tudi pogoji in merila, se pravi, pogoji za sodelovanje so navedeni v 75. in 76. členu Zakona o javnem naročanju, se pravi, nekateri so obvezni, drugi neobvezni in jih naročnik sam določi, katere bo uporabljal za vzpostavitev in izvajanje dinamičnega nabavnega sistema. Pomembno je, da jih lahko določi naročnik za vsako kategorijo različne pogoje, se pravi, za dobavo sadja lahko določite ene pogoje, za dobavo mlečnih izdelkov pa druge pogoje. Vendar se v drugi fazi, se pravi pri oddaji posameznih javnih naročil, ti pogoji ne smejo spreminjati. Naprimer, če v prvi fazi določite dobavo določenih artiklov v vrednosti 200 tisoč evrov in če jih naročnik v prvi fazi če jih ponudnik v prvi fazi izpolnjuje, ponudniku priznate usposobljenost, je usposobljen in lahko nadaljuje z oddajo posameznih naročil v drugi fazi. Ne morete pa v drugi fazi, naprimer, rečete, zdaj bom oddal malo večjo količino določenih artiklov, zaradi tega bi rad v oddaji posameznih naročil za eno to naročilo navedel še dodatni pogoj, še eno referenco v vrednosti 200 tisoč evrov. To ne gre. Če ste v prvi fazi dali neke pogoje in ste ponudniku priznali usposobljenost, v nadaljevanju teh pogojev ne smete spreminjati oziroma jih dodajati. Se pravi, ESPD je tudi obvezen dokument, ki ga mora predložiti ponudnik, saj gre za omejeni postopek. Ima pa naročnik še eno možnost v dinamičnem nabavnem sistemu, da lahko kadarkoli v obdobju veljavnosti dinamičnega nabavnega sistema od udeležencev, ki so dobili dostop do njega, zahteva, da v 5 delovnih dneh od datuma, ko jim je bila posredovana zahteva, predložijo prenovljen in posodobljen ESPD. Se pravi, če imate dinamični nabavni sistem, ki traja 10 let, se lahko vi, naprimer, po 5 letih odločite, da boste še enkrat preverjali
pogoje, od ponudnikov zahtevate, da vam predložijo ISPD obrazac, ta ISPD obrazac morate potem preveriti in če ponudnik ne izpolnjuje nekega pogoja, na primer, ne vem, iz drugega odstavka v 75. členu, na primer davkov, prispevkov in obrazcev, morate temu ponudniku odvzeti usposobljenost in ne sme več sodelovati v nadaljnjih posameznih povpraševanjih. Se pravi, morate ga izločiti iz kataloga ponudnikov. To, da ga pa izločite, morate pa potem objaviti spet odločitev o usposobljenosti oziroma neusposobljenosti na portalu javnih naročil. Pač spet počaka, da se izteče rok za revizijo, potem ima pa spet ta ponudnik možnost, ker dinamični nabavni sistem traja več let, da se ponovno prijavi, ko ta pogoj spet izpolnjuje. In če mu naročnik prizna usposobljenost, lahko spet nadaljuje z oddajo posameznih povpraševanj. Podobno kot pogoji je tudi z merili, se pravi, merila morajo biti določena v obvestilu o javnem naročilu, se pravi in v razpisni dokumentaciji. Spet se lahko določijo različno za vsako posamezno kategorijo, enako kot pogoji, kot sem že prej omenila, se pravi, merila so lahko različna za dobavo sadja in različna za dobavo mlečnih izdelkov. Vendar se pa zopet v drugi fazi ne smejo spreminjati. Vendar pa se lahko v drugi fazi pri vsakem posameznem povpraševanju lahko dodatno malo bolj specifično opredelijo in se jim dodelijo tudi ponderji. Na primer, če za vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema, ne vem, uporabite merila, eno izmed meril mora biti seveda cena, potem drugo merilo daste na primer dobavni rok, tretjo pa reference kadrov in potem v posameznem povpraševanju rečete, da bo cena 80%, potem dobavni rok 20, dobavni rok 10, reference kadrov 10, je tak način ustrezen. Če bi pa v posameznem povpraševanju na primer rekli, cena bo 80%, dobavni rok 20%, reference kadrov pa nič, pa tako določanje meril ni ustrezno, saj ta zadnje merilo reference izpadejo. Vi ste pa v razpisni dokumentaciji si napisali, da boste ocenjevali ponudnike po vseh treh merilih. V dinamičnem nabavnem sistemu so pomembni tudi roki, se pravi, dinamični nabavni sistem upošteva pravila omejenega postopka, vendar to pri rokih ne velja. Roki so posebej določeni v 49. členu Zakona o javnem naročanju. Se pravi, za prejem prvih prijav mora biti rok najmanj 30 dni od dneva pošiljanja obvestila o javnem naročilu. Se pravi, ko vi pošljete v objavo na portal javnih naročil oziroma v uradni list Evropske unije, morate dati rok za prejem prijav 30 dni oziroma več. Po posredovanju povabila k predložitvi ponudb, potem za posamezno povpraševanje, pa v okviru dinamičnega nabavnega sistema se pa ta rok za prejem prijav več ne uporablja. Rok za prejem ponudb, se pravi, ko vi pošljete ponudnikom razpisno dokumentacijo, mora biti pa ta najmanj 10 dni od datuma pošiljanja povabila k predložitvi ponudb. Potem naslednji rok, ki je zelo pomemben, je rok za pregled prijav, se pravi, ta rok je 10 delovnih dni, tukaj bodite pozorni, so delovni dnevi, ampak v tem primeru imate dve možnosti podaljšanja. Ta rok lahko podaljšate na 15 delovnih dni, to v primeru, da potrebujete dodatno dokumentacijo za preučitev in preverjanje, ali gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje.
Pri prvih prijavah pa imate možnost, da dokler povabilo k predložitvi ponudb za prvo posamezno javno naročilo v okviru dinamičnega nabavnega sistema ni bilo poslano, lahko naročnik podaljša obdobje za obravnavo prijav, če v tem času ne objavi nobenega povabila k predložitvi ponudb. Vendar si mora to naročnik pridržati oziroma zapisati v razpisni dokumentaciji. Se pravi, da če naročnik pričakuje, da bo na primer za dobavo živil, da pričakuje, da bo pridobil večje število prijav, si v razpisni dokumentaciji lahko napiše, da bo rok za pregled prijav 30 delovnih dni. In se pravi, v tem času potem morate tudi vse prve prijave pregledati. Oddaja posameznega naročila in rok za pregled ponudb pa je 90 dni od roka za oddajo ponudb. Se pravi, pregled ponudb pri drugi fazi pa je lahko 90 dni. Pri vzpostavitvi dinamičnega nabavnega sistema in oddaji posameznih povpraševanj mora naročnik gospodarski subjekt čim prej obvestiti, ali mu je bil odobren dostop do dinamičnega nabavnega sistema ali ne. To naročnik naredi z objavo odločitve o sposobnosti, ki jo objavi na portalu javnih naročil, počaka, da se izteče rok za pravno varstvo in potem udeležence uvrsti v katalog ponudnikov. Potem vsi ti udeleženci, ki so dobili dostop do dinamičnega nabavnega sistema, jih potem naročnik v skladu z 62. členom Zakona o javnem naročanju povabi, da predložijo ponudbe za vsako posamezno javno naročilo. Se pravi, če je dinamični nabavni sistem razdeljen na kategorije, se lahko ponudniki prijavijo na eno, dve oziroma na vse kategorije in tako v katalogu ponudnikov so potem tudi ponudniki razvrščeni po kategorijah, za katere jim je bila priznana sposobnost. Se pravi, to smo že povedali, da naročnik odda javno naročilo ponudniku, ki je predložil najboljšo ponudbo glede na merila za oddajo javnega naročila, ki morajo biti določena v obvestilu o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. V drugi fazi, se pravi, ko izvajate posamezna povpraševanja, je možnost izvedbe tudi elektronske dražbe, pogajanja pa niso dovoljena, saj omejeni postopek pogajanj ne predvideva. V tem delu bi vam pa rada predstavila, katero dokumentacijo potrebujete za objavo na portalu javnih naročil. Se pravi, najprej morate objaviti obvestilo o javnem naročilu, se pravi, to je obrazec EU2 oziroma EU5 za infrastrukturo. In obrazec EU2 objavi tudi naročnik, če spremeni obdobje veljavnosti dinamičnega nabavnega sistema. Se pravi, če želite dinamični nabavni sistem podaljšati in ste si to pridržali v razpisni dokumentaciji, objavite ponovno, ko se izteče prvi dinamični nabavni sistem, objavite obrazec še EU2, da ga podaljšujete. Naročnik mora objaviti tudi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, torej razpisno dokumentacijo. Kot sem že povedala, mi predlagamo, da jo objavite na portalu javnih naročil. Potem imate vprašanja in odgovori. Za prvo fazo komunikacija poteka samo preko portala javnih naročil, potem v drugi fazi pa poteka v informacijskih sistemih. Na portalu javnih naročil morate objaviti odločitev o priznanju sposobnosti, se pravi, morate počakati, da preteče rok za vložitev pravnega varstva, ko preteče rok za vložitev pravnega varstva, uvrstite ponudnike v katalog ponudnikov, potem začnete z izvajanjem druge faze
in pri vsakem posameznem povpraševanju, ko ga izvedete, morate objaviti tudi odločitev o oddaji posameznega javnega naročila na portalu javnih naročil. Na portalu javnih naročil morate objaviti tudi pogodbo o izvedbi posameznega javnega naročila in tudi obvestilo o oddaji posameznega javnega naročila. Zdaj, tehnično je vseeno, a objavite prej obvestilo o oddaji posameznega javnega naročila ali pogodbo, vendar morate slediti zakonskim rokom za objave. Se pravi, glede na Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, morate pogodbo objaviti v roku 48 dneh od oddaje javnega naročila. Obvestilo o oddaji posameznega javnega naročila pa morate objaviti v 30 dneh po vsaki oddaji posameznega javnega naročila. Se pravi, pri obeh po končani drugi fazi, pri pogodbi to velja, je ta rok 48 dni, pri obvestilu o oddaji posameznega javnega naročila pa je ta 30 dni. S to razliko, da lahko objavljate lahko tudi četrtletna obvestila, da ne objavljate vsako posamezno, ampak četrtletno. Enako kot se to dela pri okvirnih sporazumih. Tukaj bi rada samo še opozorila, da s 1.1.2022, ko se začne uporabljati ZJN-3B, poročanje to četrtletno pri okvirnih sporazumih ni več potrebno, poročanje pri dinamičnem nabavnem sistemu pa ostane. Se pravi, ali ko objavite odločitev o oddaji posameznega javnega naročila, objavite tudi to obvestilo oziroma ga objavljate po posameznih četrtletjih. Ko se pa zaključi dinamični nabavni sistem, se pravi po 5, 10 oziroma več letih, morate pa objaviti tudi končno obvestilo o oddaji javnega naročila. Se pravi, končno obvestilo objavite tudi v primeru, če naročnik ukine sistem. Če ga imate obdobje veljavnosti 10 let, vi se odločite, da ga boste po 5 letih ukinili, objavite obvestilo o oddaji, se pravi obrazec EU3 oziroma EU6 za infrastrukturo. Se pravi, še prikaz teh obrazcev, ki se malo razlikujejo glede vrstnega reda kot pri okvirnih sporazumih. Se pravi, ko ste prijavljeni na portalu javnih naročil, ste že objavili EU2 obrazec, tukaj imamo dinamični nabavni sistem, na primer za dobavo sadja, tukaj vam pokaže, da gre za dinamični nabavni sistem, kliknete na akcijo in ko kliknete na akcijo, se vam odpre okvirček z različnimi temi obrazci, ki jih morate objaviti na portalu javnih naročil. Se pravi, EU14 obrazec, kot pri vseh drugih postopkih, ta EU obrazec lahko uporabite do roka za prejem prijav, se pravi, če morate pri dinamičnem nabavnem sistemu kaj dopolniti oziroma spremeniti. Potem imate, tako kot pri vseh postopkih, odločitev o javnem naročanju, se pravi, tukaj objavite odločitev o usposobljenosti in odločitev o oddaji posameznih javnih naročil. Potem pa tukaj je malo spremembe, na primer pri okvirnih sporazumih bi imeli najprej obrazec EU3, obvestilo o oddaji, pa potem pogodba, pa potem EU3 za posamezna javna naročila. Tukaj pri dinamičnem nabavnem sistemu pa izhaja vse iz obrazca EU2, se pravi, da najprej, ko objavite posamezno odločitev na portalu javnih naročil, morate objaviti obrazec EU3, se pravi za izvajanje dinamičnega nabavnega sistema,
pa potem objavite pogodbo, in ko se pa dinamični nabavni sistem zaključi, pa objavite ta končni obrazec, se pravi obvestilo o oddaji naročila EU3 oziroma EU6 na infrastrukturnem področju. Se pravi, vse izhaja iz obrazca EU2. Še kaj vidi javnost na portalu javnih naročil. Tukaj imamo primer dosje javnega naročila, kjer je vzpostavljen dinamični nabavni sistem. Imate obvestilo o naročilu, se pravi obrazec EU3, tukaj je bil izveden en popravek, se pravi obrazec EU14, potem je bila odločitev o oddaji, se pravi odločitev o priznanju usposobljenosti, tukaj odločitev o oddaji posameznih povpraševanj, potem obvestilo o posameznih povpraševanjih za izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, pa pogodba, pa potem spet odločitve. Se pravi, teh obvestil o oddaji posameznih javnih naročil je lahko manj kot odločitev o oddaji posameznih javnih naročil, se jih lahko objavljate, kot sem že omenila, tudi četrtletno. Potem pa še nekaj glede pravnega varstva. Se pravi, v prvi fazi, ko se dinamični nabavni sistem vzpostavlja, imajo ponudniki možnost uveljavljanja pravnega varstva na odločitev o priznanju sposobnosti. Se pravi, vi morate počakati, ker dinamični nabavni sistem upošteva pravila omejenega postopka, morate počakati 8 delovnih dni. In v tem primeru, če dobite zahtevek za revizijo, morate potem primerno postopati, če pa ne, pa lahko nadaljujete s tem, da ponudnike uvrstite v katalog ponudnikov in potem začnete z izvajanjem druge faze. V drugi fazi, kjer pa izvajate posamezne povpraševanja, pa imajo ponudniki možnost uveljavljanja pravnega varstva na odločitev o oddaji posameznega javnega naročila le v primeru, ko vrednost posameznega javnega naročila presega mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije. Se pravi, v drugih primerih, ko je pa ta vrednost za objave nižja, pa je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja. Še kakšna je taksa za vložitev zahtevka za revizijo? Se pravi, v prvi fazi, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se pravi, dinamični nabavni sistem sledi pravilom omejenega postopka, je ta taksa 4000 evrov. Potem še zmeraj v prvi fazi, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o priznanju usposobljenosti, je taksa 1000 evrov. Potem v drugi fazi, se pravi, če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega javnega naročila in je vrednost objave nad pragovi EU, je pa ta vrednost tudi 1000 evrov. Potem pa tukaj je predstavljen še povzetek dinamičnega nabavnega sistema, se pravi tisti, ki se lažje predstavljate vizualno, kot pa razdeljeno po alinejah. Se pravi, dinamični nabavni sistem je sestavljen iz prve faze, kjer se vzpostavi dinamični nabavni sistem, in potem iz druge faze, kjer se izvajajo posamezna povpraševanja. Ta faza se ponavlja večkrat. Se pravi, v prvi fazi mora naročnik na portalu javnih naročil objaviti obvestilo o naročilu. Rok za prejem prijav mora biti najmanj 30 dni oziroma več. Ko ponudnik prejme prijave, jih pregleda jih v 10 delovnih dneh, ima 2 možnosti podaljšanja, se pravi na 15 delovnih dni oziroma pri prvih prijavah tudi več, če si to pridrži v razpisni dokumentaciji in v objavi obvestila o naročilu. Ko prijave pregleda, objavi na portalu javnih naročil
odločitev o priznanju sposobnosti, počaka, da ta odločitev postane pravnomočna, potem ponudnike jih uvrsti v katalog ponudnikov in potem lahko nadaljuje z drugo fazo posameznega povpraševanja. Ta poteka ne več preko portala javnih naročil, ampak v informacijskih sistemih, kjer mora potekati vse elektronsko. Se pravi, najprej naročnik pripravi povabilo k oddaji ponudnike in povabi ponudnike k oddaji ponudb. Ta rok za prejem ponudb mora biti vsaj 10 dni. Ko prejme ponudbe, jih pregleda, zopet mora pripraviti odločitev o oddaji javnega naročila. To seveda mora objaviti na portalu javnih naročil, potem se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom in ta pogodba se mora tudi objaviti na portalu javnih naročil, potem se objavi obvestilo o oddaji posameznega naročila, se pravi sproti oziroma v četrtletnem obdobju, in na koncu, ko se dinamični nabavni sistem zaključi, mora se objavi še končno obvestilo o oddaji javnega naročila. Zdaj pa še za zaključek tega prvega dela predstavitve je tukaj podana še primerjava dinamičnega nabavnega sistema z okvirnim sporazumom. Se pravi, gre za dinamični nabavni sistem kot tudi okvirni sporazum predstavljata tehniki javnega naročanja, se pravi, nista postopka. In pri dinamičnem nabavnem sistemu, kot smo rekli, je omogočen dostop ves čas trajanja dinamičnega nabavnega sistema, pri okvirni sporazum te možnosti nima. Se pravi, omejevanje števila gospodarskih subjektov, pri okvirnem sporazumu je to omejeno s pogodbo, se pravi z okvirnim sporazumom, in tam nastopajo stranke okvirnega sporazuma, kjer je določeno število, ki jih je naročnik izbral. Pri dinamičnem nabavnem sistemu pa te omejitve ni. Pri obeh tehnikah javnega naročanja je možnost uporabe elektronske dražbe. Dinamični nabavni sistem predstavlja še eno prednost pred okvirnim sporazumom, da se lahko tehnične specifikacije prilagodijo novemu razvoju produktov. Se pravi, pri dinamičnem nabavnem sistemu, vi, ko pripravljate razpisno dokumentacijo, morate že napisati tehnične specifikacije blaga, ki ga želite. Pri dinamičnem nabavnem sistemu pa lahko predmet naročila razdelite samo na kategorije, jih opišete, pri izvajanju posameznih povpraševanj pa lahko potem te specifikacije dodatno specificirate in so tako prilagojene novih razvoju produktov. Oba, tako dinamični nabavni sistem kot okvirni sporazum, imata možnost oddaje posameznih naročil, se pravi odpiranja konkurence. Merila se pri obeh ne smejo spreminjati in naročilo je lahko pri obeh, tako pri dinamičnem nabavnem sistemu, kot tudi pri okvirnem sporazumu razdeljeno na kategorije oziroma sklope. To bi bilo glede prvega dela vse. Zdaj bi vam pa z Urošem naprej predstavila izvedbo javnega naročila z uporabo dinamičnega nabavnega sistema v informacijskem sistemu EN. Tukaj bo šlo za tako praktično predstavitev. Z Urošem sva se odločila, da vam bova prikazala obe strani, se pravi naročniško stran in ponudniško stran. To pa iz tega razloga, ker se potem naročniki sprašujete, kaj ponudniki morajo izpolniti pri oddaji prijave oziroma ponudbe, da znate to tudi potem definirati v razpisni dokumentaciji. Seveda imate to tudi objavljeno
med navodili naročnika, med vprašanji in odgovori je v točki 20, kjer je obrazložen omejen postopek in drugi postopki s pogajanji. Tam imate naštetih in prikazanih 5 postopkov, se pravi naročilo male vrednosti s pogajanjem, potem dvofazni postopki, konkurenčni postopek s pogajanji na podlagi prve B točke 44. člena, pa potem postopek s pogajanji brez objave, pa postopek s pogajanji brez objave po nujnosti, in tam imate prikazana ta oba dela, se pravi stran naročnika in stran ponudnika, in jih lahko pregledate in si tudi pomagate potem pri razpisnih dokumentacijah. Zdaj se bom pa jaz prijavila v informacijski sistem EJN. To bo trajalo po moje kakšno minutko, samo trenutek. Dobro. Zdaj jaz bom nastopala kot naročnik, Uroš bo nastopal kot ponudnik. Se pravi, ko naročnik se notri prijavi, pride v informacijski sistem EJN, se pravi na to osnovno stran, klikne na ikono javna naročila, in se mu tukaj odprejo določene ikone. Za izvedbo drugih postopkov uporabi ikono izvedba javnega naročila. Za dinamični nabavni sistem smo pa dali novo ikono, ampak to samo iz tega razloga, ker dinamični nabavni sistem traja, se pravi, lahko več let, različno število obdobij, in da jih ne bi preveč iskali, ker nekateri naročniki objavljate in izvajate veliko javnih naročil, in da ne bi prišlo do zmede, smo zaradi tega dali novo ikono, da boste javna naročila z uporabo dinamičnega nabavnega sistema lažje našli. Če ne pa potek, se pravi, prva faza in druga faza potekata na isti način kot pri drugih postopkih, se pravi, v katerih se samo oddaja ponudbe, se pravi, oziroma tisti postopki, ki so razdeljeni na 2 fazi. Če kliknemo na ikono dinamični nabavni sistem, se vam kot pri drugih postopkih pojavi ta plusek, kjer začnete s pripravo dinamičnega nabavnega sistema. Zdaj tukaj v prvem delu vam bom jaz pokazala še, kako pride do te avtomatske povezave na portalu javnih naročil. Da pride do te povezave, morate imeti v informacijskem sistemu EJN kot tudi na portalu javnih naročil isti elektronski naslov. Se pravi, če nimate istega elektronskega naslova, potem v informacijskem sistemu EJN pride do ročne objave in morate na portalu javnih naročil sami pripraviti osnutek obvestila o naročilu. Mi vam pa dajemo to možnost, da se vam pač delo olajša. Zato vam tudi predlagamo, da če nimate še istega elektronskega naslova, da si to tudi uredite. Mi smo na portalu javnih naročil tudi zmenjeni, da se tja pokliče in vam pomagajo, da si te podatke tudi uredite. Se pravi, pri pripravi javnega naročila z uporabo dinamičnega nabavnega sistema, tako kot pri drugih postopkih, najprej vpišete naziv, pa rečemo dobava sadja. Oznaka javnega naročila se avtomatsko izpiše, potem vpišete številko zadeve, to je naročnikova zadeva, ki jo sam določi.
Potem tukaj ostaja nespremenjeno, izberete predmet naročila pa področje naročila. Pri postopku, ker gre pri vrsti postopka gre za omejeni postopek in nobenega drugega postopka pri dinamičnem nabavnem sistemu ne smete uporabiti, zato je to osiveno, enako pri ISPD-ju, saj je obvezen. Potem dodatno pri rokih je nov podatek trajanje dinamičnega nabavnega sistema, se pravi, tega ustrezno določite. Bomo rekli, da traja dinamični nabavni sistem 4 leta. Potem določite, tako kot pri vseh drugih postopkih, rok za postavljanje vprašanj, bomo rekli oktober, takole. Pa rok za prijavo, se pravi, mora biti 30 dni ali več od pošiljanja objave, od pošiljanja obvestila na portal javnih naročil. Komisija kot pri drugih postopkih enako, če želite, lahko dodate člana, greste naprej. Potem tukaj lahko določite predmete oziroma postavke naročila. Mi vam predlagamo, da jih v tej prvi fazi še ne določate, ker jih potem, če jih določite, jih potem v drugi fazi ne boste mogli spreminjati. Tako da vam predlagamo, da določite samo kategorije. Tudi če dinamični nabavni sistem ni razdeljen na kategorije, morate vsaj eno izbrati, navesti, se pravi, če imate dobava sadja in ne želite, da je razdeljena na kategorije, napišete prva kategorija dobava sadja. V nasprotnem primeru pa se razdelite, na primer banane, napišete ocenjeno vrednost, dodate novo kategorijo jabolka, se napiše ocenjena vrednost, pa dodamo še eno kategorijo limone. Se pravi, ker je skupna ocenjena vrednost 6 milijonov in tako naprej, je potrebna objava tega javnega naročila, tako na portalu javnih naročil, kot tudi v uradnem listu Evropske unije. Pri CPV kodi izberete CPV kodo. Potem greste naprej, v nadaljevanju lahko izberete tudi dodatne CPV kode za vsako kategorijo posebej. Ker se ta dodatna CPV koda še ne prenese na portal javnih naročil, vam predlagamo, da vam jo tukaj ni potrebno vnesti, ker boste imeli samo dvojno delo, če pa seveda želite, jo pa tudi lahko. Potem nadaljujete. Ker morate razpisno dokumentacijo objaviti na portalu javnih naročil oziroma na spletni strani, greste v tem delu naprej. Tukaj vas opozori, da so podatki pripravljeni, da je potrebno še preveriti datum pred objavo in zaključite z vnosom javnega naročila. Ta del vas potem vrže med moje naloge, kjer preverite še enkrat datume, če ste jih ustrezno napisali. Greste naprej. Se pravi, naročilo je pripravljeno in s klikom na gumb preusmeri na portal javnih naročil, boste tisti, ki imate isti elektronski naslov, tudi na portal javnih naročil preusmerjeni. Se pravi, tukaj dobite osnutek obvestila o naročilu, tisto, kar je označeno z rdečo, morate še dodatno izpolniti. Če gremo samo pogledat tukaj v drugi oddelek, se pravi, naslov se vam je izpisal, številka CPV koda, potem pa tudi tukaj se vam je razdelilo naročilo na kategorije, tukaj, ker je obrazec EU2 oziroma EU5 enak za
vsa naročila piše še sklopi, se pravi, imate 3 sklope, banane, jabolka in limone in izpolnite še vse podatke. Zdaj, jaz tega na portalu javnih naročil tega obrazca ne bom izpolnjevala do konca, ker bi trajalo preveč časa, tako da, ko ga vi izpolnite, ga shranite, se vam pojavi tukaj novo okno, se pravi, shranim, pošlji v objavo, ko ga pošljete na portal javnih naročil in ko dobite s portala javnih naročil obvestilo po elektronski pošti, da je to javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil, se čez par trenutkov objavi tudi v sistemu EJN. In to naročilo potem vidite tudi za dinamični nabavni sistem, ponudniki vidijo med aktualnimi javnimi naročili. Sedaj bo pa Uroš prevzel besedo in pokazal, kako se ponudnik prijavi na to javno naročilo z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. Lep pozdrav še v mojem imenu. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Seveda ponudnik, ki vidi ta osnovni meni, gre na spletno stran EJN.gov.si. Sama prijava poteka preko SI-pasa z kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma sedaj, ko se uvaja tudi SMS-pas, ko je vzpostavljen tudi preko SMS-pasa. Gre pogledati na aktualna javna naročila, z klikom na gumb Vstopi pride na masko na aktualna javna naročila, poišče to želeno javno naročilo, na katero se želi prijaviti. V tem primeru je dobava sadja, klikne, tukaj so osnovni podatki od tega javnega naročila, si lahko prebere in če je zainteresiran, lahko sodeluje na javnem naročilu z klikom na gumb Sodeluj na javnem naročilu. Predhodno mora imeti urejene pravice za samo sodelovanje in nastavljene ustrezne uporabniške pravice. Se mu odpre osnovna maska, prijava, osnovni podatki o prijavi, koliko je še do roka za oddajo ponudbe oziroma prijave, izpiše se mu iz njegovega profila njegov elektronski naslov, lahko vpiše tudi oznako te ponudbe, prijava na oddajo. Lahko ga poljubno poimenuje, lahko prijavi tudi podizvajalce, ali gre za skupno ponudbo ali porabo zmogljivosti drugih subjektov. V tem primeru se bom jaz prijavil na vse te kategorije, katere je Ajda prej vnesla kot naročnik. Lahko uporabim tudi podizvajalce, v tem primeru se spodaj pojavi tudi razdelek sodelujoči, kjer lahko dodam sodelujoče in jih prijavim na določene kategorije. Vpišem matično številko, naziv, naslov, vrsta sodelovanja, za kaj gre, in pa seveda poklikam, na katere kategorije bom prijavil svojega podizvajalca. In pa seveda ESPD je pa obvezen element, ki ga je treba tudi dopolniti. V tem primeru bom jaz kot sam sodelujoči, bom izpolnil samo ESPD od ponudnika. Se te ne sliši? Se sliši? Ja. Ok. Bom izpolnil ESPD od ponudnika, skratka, izpolnil XML datoteko, katero sem izpolnil na portalu e-naročanje v razdelku ESPD, v tiste zahtevane polje, ki jih določil naročnik, in pa izpolnil ostale priloge kot razna dokazila. V tem primeru bom jaz vnesel ponudba PDF. To ponudbo prijavo lahko shranite in jo kasneje nadaljujete z delom, še prilagate določene priponke ali pa seveda oddam prijavo. S klikom na oddaj prijavo se pojavi pop-up okno,
kjer se zavezujem, da oddajam zavezujoče dokumente in z klikom oddaj to ponudbo potem oddam v sam sistem. To ponudbo lahko potem oziroma prijavo lahko umaknem, lahko naredim novo verzijo prijave ali pa pač kasneje pogledam, kaj sem na to javno naročilo oddal. In pa seveda kot ponudnik lahko tudi natisnem to potrdilo o oddaji, kaj sem, kdaj sem oddal in pa katere so bile tiste priloge, ki so bile del prijave o oddaji naročila. Zdaj bom pa predal besedo nazaj Ajdi, kjer bo naredila analizo same prijave in pa uvrstila te ponudnike v določene kategorije. Ja, samo trenutek. Dobro, zdaj sem jaz spet na strani naročnika. Zdaj bom pregledala, ponudniki so mi oddali prijave, potekel je že rok za oddajo prijav in med mojimi nalogami me čaka naloga preglej prijave. Kliknem na to nalogo. Se pravi, za to javno naročilo sem dobila 2 prijavi. Lahko na vsako posamezno prijavo potem kliknem. Tukaj se mi izpiše najprej kategorija priznanje usposobljenosti. To se bo izpolnilo kasneje, ko bom prijavo analizirala. Tukaj je oznaka prijava. V tem delu se vidi, da je ponudnik Rok Tkavec oddal prijavo za vse kategorije in dokumentacija, ki jo je še oddal za to javno naročilo. Se pravi, možnost za analizo prijave, kliknem med akcijami, če želim ponudnika pozvati na kakšno dopolnitev prijave, se mi tukaj odpreta 2 vrsti poziva, se pravi poziv na dopolnitev, popravek in spremembo in predložitev dokazil. Če ugotovim, da ponudniku določena stvar manjka, kliknem na eno izmed teh pozivov, lahko generiram poziv, ki se mi generira avtomatsko, vendar ga moram še pregledati in dodati stvari, za katere ponudnika pozivamo na dopolnitev. Potem izberem akcijo analiza prijave. V primeru ponudnika Roka Tkavca bom napisala, da se kandidata ne izloči in bom temu ponudniku potem v nadaljevanju priznala usposobljenost za vse kategorije. Tukaj kliknem na okno Shrani. Se pravi, se mi izpiše, kandidatu je priznana usposobljenost in datum analize prijave. Še vedno pa ni izpolnjen datum pravnomočnosti. Tukaj spet v nadaljevanju, ponudnik je prijavljen za kategorijo in da se ga za nobeno kategorijo ne izloči. Grem pregledat naslednjo prijavo, odprem še drugega ponudnika. Se pravi, ta ponudnik je oddal prijavo za kategorijo 1 in za kategorijo 2, za kategorijo 3 prijave ni oddal. Tukaj vidim zopet dokumente, grem na akcijo in tukaj lahko ponudnike v tem delu lahko preverimo tudi preko e-dosjeja. Se pravi, to že vse poznate, izpiše se vam matična številka, podjetje, vsi podatki so izpisani in greste naprej. Jaz naprej ne bom nadaljevala, ker bo to predolgo časa trajalo. Se pravi, izberem akcijo analiza prijave
in rečem, da se kandidata izloči, da ena prijava za kategorijo ni bila dopustna in tukaj obkljukam, da se kandidat izloči za izbrane kategorije, izberem, da se ga izloči na primer za kategorijo 2, potrdim, moram napisati razlog izključitve, napišem ni dopust. Prijava shranim, se pravi, v tem delu se mi napiše, da je bila kandidatu priznana sposobnost samo za prvo kategorijo, za drugo ne, datum analize prijave in datum pravnomočnosti, ki pa sledi v nadaljevanju. Grem potem nazaj. Tukaj dobim seznam prijav. Ponudba ni bila oddana s podizvajalci oziroma tudi skupna ponudba ne, na poziv na dopolnitev tudi ni bil poslan, kandidata se izloči, enega ne, drugega pa za izbrane kategorije. Se pravi, če želim iti naprej, moram analizirati vse prijave, ki sem jih prejela. S klikom na gumb naprej. Mi ponudi se maska, ki piše, da se zaključuje pregled prijav in da po pregledu prijav boste ponudnikom priznali usposobljenost. Ko zaključim to nalogo, me med mojimi nalogami čaka nova naloga priznaj usposobljenost. Na tem mestu morate naročniki zaenkrat zaključiti, se pravi, ko analizirate vse prijave, morate objaviti na portalu najprej odločitev o priznanju usposobljenosti, se pravi, ko poteče rok za vložitev zahtevka za revizijo, se pravi 8 delovnih dni. V sistemu EJN ne smete nič početi, ko se pa ta rok za vložitev zahtevka za revizijo izteče in postane odločitev o priznanju sposobnosti pravnomočna, pa lahko zopet nadaljujete v informacijskem sistemu EJN. Tukaj greste med moje naloge, kliknete na nalogo priznaj usposobljenost in tukaj kandidatom, se pravi Roku Tkavcu za vse 3 kategorije, Papigal je oddal prijavo za prvi 2 kategorije in tudi v primeru, da mu nismo priznali usposobljenost za drugo kategorijo, je treba datum pravnomočnosti vpisati. Se pravi, kliknemo na tole okence, kjer se nam označijo vsi datumi za pravnomočnost oziroma gremo postopoma. S klikom na gumb določi pravnomočnost določimo. Tukaj jaz bom dala današnji datum, vi, če ste pregledali prijavo, poslali odločitev na portal javnih naročil, morate potem čez 8 delovnih dni tukaj potem vpisati pravi datum za pravnomočnost. Potrdim in grem tukaj naprej. In s tem, ko kliknem na zaključi nalogo, bodo ponudniki uvrščeni v katalog ponudnikom in tudi s klikom na to nalogo bo tistim ponudnikom, ki sem jim priznala usposobljenost in so uvrščeni v določeno kategorijo, bodo bili o tem obveščeni tudi po elektronski pošti. Zaradi tega vas tukaj še enkrat opozarjam, ko je odločitev na portalu javnih naročil o priznanju sposobnosti pravnomočna, šele potem lahko izvedete v sistemu EJN to nalogo. Prej se jo ne izvaja, ker če zaključite priznanje usposobljenosti, preden je odločitev pravnomočna, bodo bili naročniki obveščeni po elektronski pošti, čeprav na portalu javnih naročil še ni pretekel rok za vložitev zahtevka za revizijo. Ko zaključimo s to nalogo,
ponudniki dobijo elektronsko sporočilo, to vam bo prikazal Uroš. Jaz bi vam samo v tem delu še pokazala, kako izgleda katalog ponudnikov pri naročniku. Se pravi, kliknete na ikono Dinamični nabavni sistem, poiščete to naročilo. Se pravi, tukaj imate osnovne podatke o naročilu, tukaj imate podatek, da je bilo zaključeno zbiranje prijav, tukaj vas čaka gumb omogoči dodatno zbiranje prijav, o tem malo kasneje, in tukaj se pojavi katalog ponudnikov. Kliknete na te 3 pikice na desni strani in se vam odpre katalog ponudnikov, se pravi, da Roku Tkavcu in ponudniki Papigalu je priznana usposobljenost za prvo kategorijo, Roku Tkavcu pa potem še za ostali 2. Tukaj v katalogu ponudnikov naročnik vidi, ali je bila oddana ponudba s podizvajalci, se pravi z uporabo zmogljivosti oziroma skupna ponudba in datum potrditve sposobnosti. Pri ponudniku se ta katalog vidi malo drugače, to vam bo pa pokazal sedaj Uroš. Ja, ko je Ajda potrdila za ponudnike za to kategorijo, je ponudnik seveda prejel elektronsko sporočilo na njegov naslov, katerega ima nastavljenega v svojem profilu. Spoštovani za prijavo na to javno naročilo, kdo je naročnik, kaj je predmet javnega naročila, mi je bila priznana usposobljenost, ker gre v tem primeru za podjetje Papigal, sem dobil potrditev samo za kategorijo 1, pa datum pravnomočnosti, kdaj me je uvrstila v to kategorijo. Seveda je spodaj tudi hiperpovezava, ampak ker jaz sodelujem v večini z podjetjem Rok Tkavc, ker imam isti elektronski naslov za te šolske oziroma testne namene, vam bom pokazal od podjetja Roka Tkavca. Tukaj sem bil pa potrjen za 3 kategorije. In z klikom na to hiperpovezavo se potem odpre ta povezava in pa seveda ta seznam ponudnikov. Zdaj, če gre za večje število teh kategorij, lahko tukaj tudi filtrirate te rezultate in potem išči kliknete, drugače pa se pokaže spodaj, kako ponudnik vidi svojo konkurenco oziroma za katere kategorije mu je bila konkurenci priznana usposobljenost. Tukaj vidimo, da je gospodu Papigalu oziroma podjetju bila priznana sposobnost samo za kategorijo 1, za ostale kategorije, ki je pa bil isto sodelujoči, mu pa Ajda ni priznala in seveda se ga tudi tukaj ne vidi na tem seznamu. Tako da to je to z vidika samega seznama, kako potem vidijo to kategorijo. V nadaljevanju pa sedaj Ajda pripravila novo povpraševanje, kjer bomo pa oddali v drugi fazi potem konkretne ponudbe. Pa bom jaz kar odvzel si pravice. Tako. Dobro, zdaj smo še zmeraj na istem naročilu, se pravi, ponudnikom smo priznali usposobljenost, uvrščeni so v katalog ponudnikov, eni za vse kategorije, eni samo za tiste, ki so oddali oziroma za katere jim je bila priznana usposobljenost. Če gremo zdaj nazaj na osnovno stran, se pravi, tukaj pod katalogom ponudnikov se vam pojavi novo okno, kjer lahko ustvarite sedaj posamezna povpraševanja, se pravi, se začne izvajati druga faza in sedaj vam bom prikazala, kako to poteka. Kliknete na ta plusek tukaj, kjer se prikažejo zopet osnovni podatki, napišete predmet naročila je šlo za blago, področje je bilo splošno, vpišete naziv, bomo rekli na primer dobava banan
prve kategorije. Oznaka povpraševanja se vam je izpisala, v naročniku piše spet svojo lastno številko zadeve, pa rečemo 1,5. Se pravi, vrsta postopek, gre za povpraševanje po dinamičnem nabavnem sistemu, to je spet osiveno in ne morate nič klikati. Če želite vključiti v postopek, se pravi, v drugi fazi je omogočena tudi izvedba dražbe. Če želite dražbo v tej drugi fazi vključiti za to posamezno javno naročilo, lahko obkljukate, v nasprotnem primeru ostane to okence prazno. Spet postavite rok za postavljanje vprašanj. Tukaj v tej drugi fazi je ta komunikacija med ponudnikom in naročnikom, ta komunikacija poteka samo preko informacijskega sistema EJN, se pravi, nič več se ne objavlja na portalu javnih naročil. Bomo rekli rok za postavitev vprašanj. Jaz sem tukaj, tukaj morate pač dati roke, se pravi, za prejem ponudb 10 delovnih dni ali več. Jaz bom dala tukaj krajše roke, samo to, da vam prikažem, kako to poteka. Se pravi, spet imate možnost dodati komisijo, kot pri drugih postopkih, potem nadaljujete. Zdaj bom pripravila to posamezno povpraševanje, kjer ne bom vnesla predmetov povpraševanja, ampak vam jih bom prikazala v naslednjem primeru. Tukaj samo označim, za katero kategorijo želim povabiti ponudnike, da oddajo ponudbo. Če rečem, da bojo ponudniki oddali ponudbo za prvo in drugo kategorijo, moram tukaj vnesti ocenjeno vrednost za to povpraševanje, za to posamezno povpraševanje. Tukaj je napisana, v začetku se vam vedno izpiše ocenjena vrednost za celotnega dinamičnega nabavnega sistema. Tukaj potem, ko kliknete, obkljukate posamezno kategorijo, se vam izpiše vrednost 0. Vi morate vpisati to ocenjeno vrednost za posameznega povpraševanja, to pa iz tega razloga, ker smo vam omogočili spremljanje porabe ocenjene vrednosti in tukaj boste v naslednjem povpraševanju, pri bananah ne bo več ocenjena vrednost 1000, ampak bo zmanjšana za vnos vrednosti, ki jo bomo sedaj vpisali tukaj. Se pravi, če porabite to ocenjeno vrednost, ni navedene nobene blokade, še zmeraj boste izvajali lahko posamezna povpraševanja, to mogoče je napisana samo za vašo evidenco. Napišem ocenjeno vrednost, ne vem, 150 za prvi sklop, pa 200 000 za drugo kategorijo. Grem naprej. Tukaj, če hočem povabiti ponudnike za obe kategorije, tukaj sem vam hotela prikazati, če povabim za prvo kategorijo, bo dobil povabilo bo dobil elektronsko sporočilo s povabilom, se pravi, bosta dobila oba ponudnika, ki sta se prijavila, tukaj pa samo ponudnik, ki je oddal in bil usposobljen za drugo kategorijo. Tako se bom to drugo kategorijo odznačila. Tukaj, kot sem omenila, dobita oba ponudnika, ki sta uvrščena v katalog ponudnikov. Gremo naprej. Predračun. Tukaj v tem primeru, ker nisem napisala predmete, jih napisala v informacijskem sistemu EJN, bom predložila lasten predračun. Ostalih prilog ne bom dajala, kliknem naprej, spet dobim obvestilo, da je potrebno preveriti datume pred objavo. Me preusmeri na moje naloge, kliknem med mojimi nalogami preglej datume, jih preverim in potem
s klikom na gumb naprej in še s klikom na gumb objavi je naročilo pripravljeno. To naročilo je zdaj poslano ponudnikom, se pravi ponudniki, ki so bili uvrščeni v katalog ponudnikov za prvo kategorijo, so bili obveščeni po elektronski pošti, tako kot pri ostalih postopkih, ki niso transparentni, da morajo oddati ponudbo. Zdaj bom pa spet besedo predala Urošu, ki bo pokazal, kako vidi to ponudnik. Ponudnik je seveda prejel povabilo k sodelovanju v oddaji ponudbe. Dobil je tudi hiperpovezavo, kjer z klikom na hiperpovezavo si lahko ogleda te podrobnosti dobave banan prve kategorije. Tukaj ima na razpolago tudi dokumentacijo naročnika, v tem primeru je to predračun, katerega si potem shrani in potem napolni. Lahko si ga pogleda. Bomo ga izpolnili, izgleda takole in potem izpolnite, kaj ponujamo. Ta predračun, ker je za testne namene, je ponavadi prazen, ampak v tem primeru, ker je Ajda izbrala že en template, ki ga je predhodno izpolnjevala, je seveda bil izpolnjen, drugače so te podatki prazni. Si ga lahko shrani, zapre, lahko zastavi dodatno vprašanje. Ponudnik naročnikov, nimamo banan prve kategorije, lahko ponudimo drugo kategorijo. In lahko tako potem dodamo vprašanje in ta vprašanje potem dobi naročnik. Lahko si tudi generiramo to potrdilo, da smo zastavili to vprašanje, se nam potem zgenerira PDF dokument, da smo res dejansko zastavili to vprašanje. Tako, sedaj pa lahko sodelujemo v naslednji fazi. Ta predračun, ki smo ga predhodno izpolnili, zaslonska maska z oddajo ponudbo izgleda zelo podobno kot v sami prijavi. Lahko vpišemo ta znesek ročno, lahko pa prenesemo Excel, ga napolnimo in pa seveda dodamo prilogo kot ponudbo. Dodamo ostale dokumente, kot so neke tehnične specifikacije in ostale priloge. Oddamo ponudbo, z klikom oddaj ponudbo in z strinjanjem tem pogoji to ponudbo potem oddamo. Tukaj v vsakem momentu vidimo tudi katalog ponudnikov na tej maski, to je podobna maska, kakor smo jo prej gledali, ko me je Ajda uvrstila, in v vsakem momentu lahko vidimo, za katere kategorije smo usposobljeni oziroma potrjeni. Lahko oddamo oddajo ponudbo, lahko naredimo novo verzijo, spremenimo cene in pa seveda potem ponovno oddamo. V vsakem momentu te ponudniki vidijo ta povabila na dashboardu povabila. To je pa s tem namenom, če kdaj kak mail se spremeni ali pa če je ukinjen, tudi če kdaj ta mail ni dostavljen, če ponudniki kličejo, da niso dobili povabila, pa bi ga morali, glede na vaše podatke v tem razdelku povabila, vidijo ta svoja, za katere so bili povabljeni. Tako da to je tudi en tak obvod, če slučajno kdaj kak ponudnik pokliče, mu lahko poveste, pete v ikonco povabila in znotraj te ikonce imate potem, lahko sodelujete v naslednji fazi z oddajo ponudbe. Sedaj bom pa jaz predal nazaj besedo Ajdi, kjer bo te roke popravila in pa, da bomo imeli odpiranje, seveda to v praksi ni, ampak sedaj imamo to pač šolsko oziroma za testne namene, da lahko pridemo čez celoten proces javnega naročila. Dobro, jaz sem še zmeraj nastopam kot naročnik. Šla bom na to javno naročilo. Kot je že Uroš rekel, bom spremenila roke, ker se v praksi ne dela. Ponavadi se jih spreminja za naprej, ne pa za nazaj. Samo trenutek.
Dobro, tukaj grem na 3 pikce. Če želite narediti spremembo tega povpraševanja, kliknete na to javno naročilo. Tukaj to že poznate, kliknete na desno na 3 pikce. Ne. Prijave ponudbe, samo trenutek. Se opravičujem, kliknete na splošno naročilo, izberete akcijo, spremeni javno naročilo, dobite opozorilo. Če javno naročilo želite res spremeniti, kliknete da. Med mojimi nalogami vas čaka naloga spremeni podatke javnega naročila. Se pravi, spreminjate lahko roke, roki se spreminjajo naprej, se pravi, če želite rok za prejem ponudb podaljšati, ne za nazaj, kar bom zdaj jaz naredila. Se bom dala tako 28. Se bo to naročilo čim prej odprlo, grem naprej. Še enkrat, predračun ostane nespremenjen. Spet mi piše zaključi vnos javnega naročila, preusmerilo me bo na preveri datume pred objavo. Kliknem naprej. In ko kliknem na gumb objavi, je naročilo spremenjeno. Se pravi, zdaj moramo počakati 2 minutke, da bo prišlo do odpiranja ponudb. Tukaj pri spremembi javnega naročila bi samo rada povedala, da berite, kaj vam informacijski sistem EAN sporoča in pripeljite to naročilo do konca, da ne ostanete kje na sredini, ker potem se vam te roki tudi ustrezno oziroma te spremembe tudi ne podaljšajo. V tem primeru, ko je bilo narejena sprememba tega posameznega povpraševanja, so ponudniki tudi obveščeni po elektronski pošti, da je prišlo do spremembe. Se pravi, ko kliknejo na to povezavo, ki jim je bila poslana, vidijo, kaj je bilo spremenjeno. Zdaj imamo na voljo še 2 minuti. Se pravi, tukaj bi še enkrat povedala, da ko kliknete na to javno naročilo z uporabo dinamičnega nabavnega sistema, imate tukaj par tehle kvadratkov, na levi strani imate osnovne podatke o javnem naročilu, potem imate tukaj v tem delu prijave, so oddane prijave, se pravi število prejetih prijav. V tem javnem naročilu sta bili 2 in tudi 2 ponudnika, ki sta dobila usposobitev, se pravi, da sta uvrščena v katalog ponudnikov in tukaj pri povpraševanjih lahko oddajate nova povpraševanja. Ta povpraševanja, ki so bila oddana, jih pa vidite s klikom tukaj na desni strani na te 3 pikice in se vam tukaj za to javno naročilo, se pravi za ta dinamični nabavni sistem, ko boste oddajali posamezna povpraševanja, se vam bodo v tem delu potem začela pojavljati. Dobro, tukaj me med mojimi nalogami čaka pregled ponudb. Kliknem na to nalogo. Se pravi, tukaj se mi pojavi seznam prejetih ponudb, mi piše za kategorijo 1, da sta prispeli 2 ponudbi. Če bi bila tukaj oddana še kakšna kategorija, bi bilo spet navedeno število ponudnikov. Kliknemo na desni strani na te 3 pikice. Izpiše
da se mi ponudnika, ki sta oddala ponudbo, se pravi tista, ki je nižja ponudba, se pravi nižja cena, se tukaj označi tudi zeleno. Zdaj pa v tem delu imate tudi možnost pregleda vsake posamezne ponudbe. Če kliknete na prvo ponudbo, spet na te 3 pikice na desni strani, se vam odpre. Tukaj imate zavihek ponudba, ceno brez davka, davek in znesek z davkom, se pravi kategorija in njegova dokumentacija, ki jo je oddal. Če izberem akcijo, pred preveritvijo lahko spet pozovem ponudnika na dopolnitev oziroma pojasnilo. Tukaj se mi odpre več vrst poziva, ker je bila to ponudba, imam dodatno še poziv na odpravo računske napake, pa poziv k pojasnilu za neobičajno nizke cene. V tem delu pa je še dodana nova vrsta poziva, je pa predložitev novega ESAPD obrazca, se pravi, kot je bilo omenjeno v začetku predstavitve, da naročnik od ponudnikov kadarkoli v obdobju veljavnosti dinamičnega nabavnega sistema lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da predložijo nov in prenovljen ESAPD obrazec. Tukaj ga lahko kreirajo, se pravi, kliknejo na kljukico, se pravi, kliknejo na rok za oddajo ponudbe. Če kliknejo na gumb Generiraj poziv, se bo naročniku ESAPD sam generiral, ki je že v celoti tudi pripravljen. Glede na druge pozive, ki jih morate še sami pregledati in dopolniti. Če tukaj pogledamo, tukaj se je zdaj pod dokumentacijo kreiral ta ESAPD obrazec, se ga klikne na to puščico dol in se ESAPD obrazec prenese. Se pravi, številka, naslov naročnika, potem naslov ponudnika. Še raz, samo Explorer oziroma. Pardon. Se zdaj vidi? Ja. Dobro, hvala. Se pravi, tule je navedeno, da skladno z 10. odstavkom 49. člena ZJN-3 lahko naročnik, kakor smo že omenili, kadarkoli v obdobju veljavnosti zahteva, da ponudniki predložijo prenovljen in posodobljen ESAPD. Tukaj lahko dodate še podpisnika in datum je že tudi napisan, ki ste ga sami poklikali v informacijskem sistemu EJN in ta ESAPD lahko potem pošljete ponudnikom. Zdaj se pa spet to ne vidi, a ne? Dobro. Zdaj jaz tega ne bom pošiljala. Se pravi, tukaj spet posameznega ponudnika izberem akcijo, ko sem preverila oziroma poslala poziv na dopolnitev, grem nato na preveri ponudnika, kliknem ponudnika se izloči, pa dam ne, ponudba je dopustna, da in shranim. Se pravi, se tukaj v nadaljevanju izpiše, da se ga ponudnika ne izloči in da je ta ponudba dopustna. Grem nazaj. Pregledam še drugega ponudnika. Na isti način, lahko se ga pozove na dopolnitev in potem preveri. Rečem, ponudnika se izloči, rečem na primer da. In napišem razlog izločitve, ponudba ni dopustna.
shranim, grem nazaj. In nadaljujem v informacijskem sistemu, kliknem gumb naprej. In po uspešnem zaključku naloge načrtujte naslednje korake. Se pravi, ko vi analizirate posamezno javno naročilo, morate objaviti odločitev o oddaji tega posameznega naročila na portalu javnih naročil. Spet, če je vrednost nad objavo EU, potem morate počakati na rok za vložitev zahtevka za revizijo, v nasprotnem primeru ne. Daste zaključi pregled ponudb. In med mojimi nalogami vas čaka naslednja naloga, načrtuj naslednje korake. Za to kategorijo jo kliknete, kliknete še na gumb definiraj korake za izbrano revizijo. Se pravi, če imate revizijo, kliknete ta korak. V nasprotnem primeru daste, ko je odločitev objavljena na portalu javnih naročil in je ta pravnomočna, če tako rečemo, ko sklenete pogodbo s tem ponudnikom, daste tukaj potrdi, greste naprej. Se pravi, tukaj mi piše opozorilo, da za vse kategorije ste izbrali korak zaključi javno naročilo, po zaključku tega čarovnika sledi zaključek javnega naročila. Se pravi, tukaj je bila samo ena kategorija, kliknem na gumb naprej in med nalogami me čaka naloga zaključi javno naročilo. Se pravi, vpišete datum pravnomočnosti in da je odločitev pravnomočna, enako kot pri drugih postopkih. Zdaj bi vam pa v tem delu pokazala še, preden oddamo še eno posamezno javno naročilo, kaj se zgodi, ko ponudnikom omogočimo oddajo vseh drugih nadaljnjih prijav. Se pravi, tukaj vi morate v prvem delu pri prvih prijavah najprej vse prijave pregledati, ko jih pregledate in te ponudnike vključite v katalog ponudnikov, potem lahko oddate prvo posamezno povpraševanje oziroma že kliknete na ta gumb omogoči dodatno zbiranje prijav, kjer se vam prikaže opozorilo, da ali želite omogočiti dodatne prijave, kliknete na da in s klikom na ta gumb se vam odpre ta dinamični nabavni sistem in zdaj lahko ponudniki kadarkoli v roku veljavnosti tega dinamičnega nabavnega sistema oddajo novo prijavo. Zdaj vam bo Uroš prikazal na enem ponudniku, ki je bil, se pravi na ponudniku Papigalu, ki je bil oddal prijavo na prvo in drugo kategorijo, naročnik ga je usposobil samo za prvo kategorijo, kako lahko ta ponudnik odda prijavo še za drugi dve kategoriji. Ok, sem prijavljen v sistem, isto grem na aktualna javna naročila kot ponudnik Papigal. Tukaj vidim, da spet sprejemajo prijave za to javno naročilo in kliknem sodeluj na javnem naročilu. In seveda vpišem lahko oznako, jaz bom malo pohtel, ker vidim, da smo že malo čez rok glede predstavitve. Dopolnim ESPD obrazec, oddam ostale priloge, ponudnikom seveda zmeraj mudi, zadnji čas oddajajo, tako da tudi jaz imam druge obveznosti, pa bom na hitro oddal to prijavo in hočem, da se čim prej zrealizira. Sem oddal to prijavo, sedaj bom pa predal Aidi nazaj besedo, kjer bo v drugi fazi potem omogočila za določene kategorije. Ja. Dobro.
Se pravi, zdaj kot naročnik sem bila obveščena po elektronski pošti, da sem prejela prijavo. Zdaj tega spet ne boste videli, bom mogla samo trenutek. Ne, se oproščam, ne bo. Aha. Dobro, se vidi, tukaj sem zdaj dobila obvestilo po elektronski o novi prijavi, se pravi, dobimo obvestilo, da za javno naročilo, za dinamični nabavni sistem je prispela nova prijava. Lahko kliknete na to povezavo in se vam tudi odpre. Kliknem tukaj notri. In tudi sama sem poslala prijavo, ker sva vam želela z Urošem pokazati, kako to izgleda, če imate nepregledane prijave in oddate še eno posamezno povpraševanje. Se pravi, lahko, če kliknete na ta link, ki ste ga prejeli v elektronskem sporočilu, se vam prikaže posamezna prijava. V nasprotnem primeru, če pa greste na to javno naročilo, imate pa tukaj prikazano, da ste prejeli število kasneje prejetih prijav, pa število neobdelanih kasneje prejetih prijav. Pa kliknete na gumb pregled naknadnih prijav. Uroša, si ti mogoče na drugo? Možno, ja. Ja. A oddaš še hitro, prosim, na to? Zdaj vam hočem najprej prikazati, jaz sem oddala kar za vse kategorije. Hočem vam pa prikazati na primeru, ki ga bo naredil Uroš, se pravi, da za tisto kategorijo, za katero je bila mu že priznana usposobljenost, kako se vidi v EJN-ju. Lahko osvežiš. Ja. Dobro. Ja, vidite tukaj število neobdelanih kasneje prejetih prijav sta 2, kliknem. Dobro, Uroš je oddal za podjetje Papigal, kliknem na to prijavo in vidim tukaj v priznanju usposobljenosti, da mu je bila že priznana usposobljenost za prvo kategorijo, za drugo kategorijo mu ni bila priznana, za tretjo pa sploh v prvem delu ni oddal. Potem naknadna prijava, vidite, to je bilo za prvo prijavo, naknadno prijavo, ki jo je oddal kasneje, pa vidite, da se je prijavil še na drugo kategorijo, na tretjo kategorijo se pa še ni prijavil. Se pravi, potem jaz kliknem spet izberi akcijo, naredim analizo prijave, se pravi, tukaj kandidata se izloči, dam ne, pobrišem, ker je prijava za tisto kategorijo, za katero je oddal, je dopustna, dam shrani. Spet objavim svoje prijave, še ne bom pregledala, da vam bom pokazala, kakšno obvestilo se vam javi v primeru, da oddajate posamezna povpraševanja. Se pravi, vi ponudniku Papigalu priznate spet
pravnomočnost, se pravi objavite obvestilo o usposobljenosti na portalu javnih naročil, počakate 8 delovnih dni, da se izteče rok za pravno varstvo in na to lahko temu ponudniku priznate usposobljenost in ga uvrstite v katalog ponudnikov. Se pravi, tukaj se vam potem pojavi novo okence, priznaj usposobljenost, kliknem. Tukaj se vam prikaže opozorilo, da s potrditvijo boste ponudniku v naslednjem koraku v sklopu tega dinamičnega nabavnega sistema dodelili datum pravnomočnosti za priznanje ali nepriznanje usposobljenosti. Se pravi, če bi dala, da je prijava nedopustna, bi mu spet mogla podeliti pravnomočnost in ne bi bil uvrščen v katalog ponudnikov. Se pravi, ta naloga me čaka med mojimi nalogami, priznaj usposobljenost, kliknem spet ta datuma za obe kategoriji, določim, spet bom dala današnji datum, vi morate dati čez 8 delovnih dni, ko je ponudnik, ko je odločitev pravnomočna, kliknete naprej, zaključi nalogo in na tem javnem naročilu vidite v katalogu ponudnikov, sedaj vidite, da je Papigalo priznana usposobljenost še za kategorijo 2 in kategorijo 3. Zdaj bi pa za zaključek naredila samo še eno povpraševanje, da vidite, kaj se zgodi s to neobdelano prijavo, ki je prišla. Se pravi, kliknete na novo povpraševanje, spet naziv, pa rečemo za drugo kategorijo dobava jabolk, ajda, red, ne. Vpišete številko, se pravi, spet vpišete podatke, rok za postavitev vprašanj, rok za oddajo ponudb, datum odpiranja ponudb, nadaljujete. Tukaj sem vam hotela, če vnesete še predmete v informacijskem sistemu EJN, kliknete na da, pa dodaste zapise, pa damo ajda, red, ne vem. 1, količina 100 po 1,5 evrov, pa dodate ajda, red 2, količina 200 pa 1,7 evrov, pa še ta tretjega 250 po 1,8 evrov. Se pravi, zdaj ste kreirali predmete v EJN-ju, označite kategorijo, se pravi, ker gre za jabolka, bomo oddali povpraševanje za drugo kategorijo. Te predmete morate obkljukati, izbrati in jih dodati v kategorijo. Kliknete potrdi. Te predmeti so zdaj dodani v drugo kategorijo, greste naprej. Za kategorijo je priznana usposobljenost kandidatu Roku Tkavcu in Papigalu. Nadaljujete in ker ste, tukaj vas najprej poda opozorilo, imate novo nepregledano prijavo. Prijavo ste dobili naknadno, je še nepregledana, vi lahko vmes oddajate posamezna povpraševanja, vendar opozorilo, ta nepregledano prijavo morate pregledati v roku 10 delovnih dni. Vmes pa, če se pojavi kakšno povpraševanje, vi v zakonskem roku morate pregledati, če pa ta rok še ni minil, pa lahko oddajate posamezna povpraševanja. Se pravi,
To sem vam hotela pokazati glede nepregledanih prijav. In zdaj, ker sem v predračun pripravila v informacijskem sistemu EJN, se je ta tudi kreiral. Zdaj tukaj, če ga prenesem. Zdaj se spet ne bo videlo. Excel share. Ja. Opa. Aha, dobro. Tukaj se vam je kreiral predračun, se pravi kategorija 2 jabolka, potem naziv predmeta, ponudniki noter pišejo ponujeno, imate podane že količine, enota mere za kos, potem vpišejo ceno brez davka, ko ste vnašali noter, ste vnesli tudi davčno stopnjo in na koncu potem še vrednost Z pa brez DDV-ja. Tako. Dobro, predračun je pripravljen, lahko dodate ostale priloge, greste naprej in spet s klikom na zaključi vnos javnega naročila ste preusmerjeni na nalogo. Preveri datume pred objavo in s klikom naprej bo ponudnikom in s klikom na objavi, da dokončate javno naročilo, bo to javno naročilo poslano ponudnikom. Zdaj to bi bilo z najine strani vse glede te praktične predstavitve. Zdaj imamo še 8 minut časa. Z Urošem bi vam samo še rada pokazala tukajle, ker sva vam navedla te povezave, ki se vežejo na dinamični nabavni sistem. Samo trenutek. Se pravi, tukaj navodila za uporabo e-naročniki, sva vam dala direkten link, potem novo, ko vam bo še Uroš povedal glede spletnih učilnic, imate link, ki se vežejo tudi na dinamični nabavni sistem, pogosto zastavljena vprašanja in odgovori, kjer najdete veliko informacij glede informacijskega sistema EJN in drugih stvari, kar se tiče javnega naročanja, pa vzorci razpisnih dokumentacij. Zdaj bi pa jaz predala besedo, da vam Uroš pokaže na hitro še te e-učilnice. To je tudi od 1.6. vam na voljo na novo in to so take e-učilnice, ki vas vodijo skozi izvedbo dinamičnega nabavnega sistema in tudi skozi druge postopke. Uroš, prosim. Evo. Skratka, na spletni strani smo naredili nov razdelek. Zraven naročnik, ponudnik, aktualna smo naredili tudi spletne učilnice, ker so se zdaj pojavil tudi dinamični nabavni sistem, smo jih razdelili na dve skupine. Eden je pač, kjer so te enostavni postopki, oziroma navodila za pripravo in izvedbo postopkov javnih naročil in pa DNS navodila za pripravo dinamičnega nabavnega sistema. In z klikom na ta gumb se vam potem odpre pač posamezna spletna učilnica. Tukaj se bo verjetno v bodoče še dopolnjevalo z drugimi vsebinami, ki se tičejo javnih naročil in pač samega sistema EJN. Z klikom na vstopi se vam potem odpre, kaj je osnovna pojasnila o dinamičnem nabavnem sistemu. Z klikom v desno stran, kako dostopamo, je tudi opisano in potem sam meni, kako poteka proces javnega naročila v DNS, potem pa na podlagi z klikanjem po globini se vam seveda odpirajo potem razna podpoglavja in z
določenimi maskami in pa slikicami, kjer pač si lažje pregledujete oziroma ogledujete to vsebino samih spletnih učilnic oziroma načina izvedbe posameznega postopka. Na tak način se nam zdi, da je za uporabnika malce olajšano delo, seveda pa ostaja sama navodila ostajajo isto, kakor že v preteklosti. Na dva načina lahko dostopate do teh navodil, ki so objavljena, ali lahko tukaj prek več informacij ali pa zgoraj prek naročnika in tukaj več informacij padete na isto masko in pa seveda tukaj imate navodila za uporabo, objavljena so v Wordu, tako da jih lahko tudi določene izseke si potem kopirate, označujete ali pa prilagate zraven razpisnim dokumentacijam. Seveda imajo pa ponudniki na podoben način, seveda pri ponudnikih je tudi v angleškem jeziku so objavljena isto več informacij in imate tukaj navodila oziroma ponudniki imajo navodila za uporabo aplikacije, lahko pa tukaj zamenjajo jezik pri ponudnikih. Zdaj, če imate ponudnike iz tujine, se tukaj v hiperpovezavi potem doda ta angleški jezik in tukaj potem pride do angleških navodil za uporabo v samem sistemu EJN, kako sodeluje na dinamičnem nabavnem sistemu in v ostalih postopkih javnega naročanja. Tako da jaz mislim, da je tu z najne strani vse, seveda sistem je vzpostavljen, delujoč, so pa seveda še določeni, pač imamo še kar nekaj stvari za dokončati. Mogoče bi še izrabil tole priložnost, da povem, da se zdaj trenutno tudi vzpostavlja povezava z kazensko evidenco in predvidevamo, da bo v roku dobrega meseca tudi vzpostavljena, že pač se dela nov ta sistem, kjer boste kot nov zavihek dobili potrdila iz kazenske evidence, kjer boste lahko ponudnike preverjali zdaj tudi preko sistema e-dosje. Dela so tudi obveščane, tukaj zgoraj, ko bo ponudnik prijavljen v sistem, bo dobil za vsako povabilo ali pa ko bo neko dopolnitev po naročnik zahteval, mu bo kazali, da mora nekaj dopolniti. Tako da to je še vse planirano do konca leta, seveda so pa razne dodelave, pač olajšanje uporabniške izkušnje, na tem pa seveda ves čas delamo. Tako da hvala lepa za pozornost. Jaz bi samo še glede vprašanj, nekaj smo jih prejeli, ker zdaj pač ni časa, da bi nanje odgovorili, tako kot smo vam obljubili, na vsa vprašanja bo odgovorjeno, tista, ki smo jih prejeli zdaj preko predstavitve in ena vprašanja, ki smo jih dobili tudi preko spletne povezave. Na vsa ta vprašanja bo odgovorjeno in bodo tudi objavljena na naši spletni strani, pa tudi na Upravni akademiji bo bila dodeljena povezava, kamor boste kliknili, da bo vas usmerilo na našo spletno stran. Tako da vsem hvala za udeležbo, midva vam želiva veliko uspeha pri izvajanju javnih naročil, še posebej za uporabo dinamičnega nabavnega sistema. Tako da hvala in lep pozdrav. Lep pozdrav.